Spoštovane in spoštovani, v rokah držim impozantno delo, novo monografijo Rafaela Trpina Klanec do doma 2, ki je ob koncu lanskega leta izšla pri domači založbi Bogataj. Gospod Trpin, lepo pozdravljeni, dobrodošli v studiu Idrijskih novic in čestitke za še en izjemen knjižni zaklad. Hvala lepa. Davnega leta 2007 sva v galeriji Magazin klepetala na predstavitvi knjige Klanec do doma 1. Kako se v Klancu do doma 2 zrcali teh minulih vmesnih 14 let? Kako se zrcali? Ja, ta čas sem premislil še marsikaj. Dozorele so stvari še bolj, kot so bile. Risbe sem dodelal, pravzaprav celo serijo sem še enkrat naredil s svinčnikom, ker se mi je zdelo, da bo ta način boljši, bolj dokumentaren, bolj pregleden tudi za večino bralcev. Tako, pa teksti so nastali novi. Pretuhtal sem, da pravzaprav je tega še kar dosti neobjavljenega. No, tako pri risbah kot pri tekstih se bova še ustavila med pogovorom. Je pa vmes, se pravi leta 2011, nastal po vaši knjigi Klanec do doma 1 tudi en tak meditativen dokumentarni film v režiji Dušana Moravca in opremljen z glasbo Alda Kumarja. Mogoče kakšno besedo o tem filmu? Ja, ta film me skozi spremlja zdaj od nastanka naprej. Kadar sem še šel po hribih od nastanka filma dalje, se mi je vračal. Tudi zadnjič, ko smo šli v Lokovc s prijatelji, smo doživljali film hkrati, ker gor se je vse mogoče spremenilo. Ene hiše so na novo obdelane, pa kaj je dozidanega, pa drugi ljudje živijo v novogradnjah, tam, kjer je nekoč stala stara hiša. Pa nekatere ceste, po katerih smo vozili takrat s filmarji, so zdaj zelene praktično in se ne da več peljati po njih. Strehe so se udrle pri eni hiši, tako. Veliko novega je, veliko tragično novega, pravzaprav. Od tistih ljudi, katerih se še spominjam, pa seveda že davno ni več. Pa če se malo pomudiva pri vaših začetkih, pohajkovati oziroma raziskovalno potepati ste se začeli že v gimnazijskih letih, to je okrog leta 1960. Kako pa so bila videti ta vaša takratna pohajkovanja? Ja, to so bile divje poti, divje. Nekaj zato, ker mi ne bilo nič poznanega, ker sem vse odkrival na novo. Drugič pa, ker sem bil mlad pa močan, vsega sem se lotil, nič me ne bilo strah, nobene poti se nisem ustrašil. Naravnost ali pa na šus smo rekli, mi je bil mačji kašelj, res. Zdaj pa vsak korak pretuhtam, kak ga bom obrnil. To je bilo, ja. In pa naglo se je vse odvijalo. Strašno naglo. Prehitro, dobesedno. Sprva se nisem beležil kaj dosti. Zapisoval sploh ne. Fotografiral bolj malo, črno-belo seveda najprej. Veliko so pa hodila s podobnikom, s tem fotografom. Veliko skupaj. Tudi potem, ko so že imela fotografije, on svoje so to malo pregledovala pri meni doma in iskala primerne izreze. Njega je to posebej zanimalo zaradi kompozicije same. Se je tudi on takrat še malo rastel, kot fotograf. To so bili strašno lepi časi, ja. Potem se je pa začelo malo resnejše delo, ko sem začel skicirati na terenu. Ponavadi so bili ti dnevi
najbolj slikarski od vsega mojega dela. In se jih spominjam strašno rad in strašno dobro. Imam skice, ne? Če tiste skice pogledam, sem takoj tam, takoj v tistem trenutku, na tistem kraju. In tiste ljudi spet srečujem. Neverjetno, kaj ena taka skica naredi, posebej barvno. Ne? Pa tudi vaša pozornost se je kasneje bolj osredotočila na te res prepoznavne hribovske razglede na eni strani, pa potem na rože, gobe, praproti na drugi strani in pa seveda na stavbe, zlasti na kmečke hiše in vse, kar spada zraven, se pravi hleve, kašče, kozolce, pajštve, mline in tako naprej. Ste se potem res tudi osredotočali na te detajle in jih beležili? Ja, pokrajina je bila zmeraj glavna pri meni. Saj sem krajinar, ne, saj to razglašam že celo življenje. Pokrajina je pa kmečko življenje v njej. Ne, pa to, kar je kmet povzročil v pokrajini, kako jo je spremenil, to sem ves čas opazoval in beležil. Vsaka skica ima nekaj tega v sebi. No in ravno ta rovtarska krajina, ste nekje zapisali ali povedali, vas je v študentskih letih prav obsedla in ta obsedenost vas je držala oziroma vas še drži že skoraj 50 let. Prav ta rovtarska krajina. Ja, po svoje sem imel srečo, da sem to doživljal. Pa da me je zanimalo, da sem pač šel na teren, da sem videl te stvari. Tako je, zdaj se je pa lepo spominjati, včasih malo težko, tudi z grenkobo, ko pomislim na vse tiste ljudi, tiste domače obraze, ki so bili toliko prijazni tudi do mene. Vse so me zmeraj dobro sprejeli. Nikoli ni bilo nobene zoprnosti, res ne. In pravite, da si večino od teh obrazov še vedno lahko prikličete pred oči. Ja, no, koliko obrazov je drugo vprašanje, ampak človeka kot takega, s katerim sem se lahko pogovarjal, to je tisto, kar ostane, ne? Res. No in z teh potepanj, raziskovanj ste v knjigi Klanec do doma 1 zbrali kar 262 risb kmečkih hiš in 262 njihovih zgodb. V tej knjigi Klanec do doma 2 pa je 600 risb in 302 zgodbi. Z nekaterimi domovi in domačijami se srečujemo v obeh knjigah. Ja. Zakaj oziroma kako so se od prve do druge knjige spreminjale in razvijale njihove podobe in njihove zgodbe tudi? Ja, podobe so vse iz enih časov, bi rekel. Niso podobe, ki so v tej novi knjigi obdelane, so z istih časov kot v prvi knjigi. To se ni nič obrnilo. Saj sem zmeraj naredil več skic ali pa tudi fotografij. Ne? In risbe v tej novi knjigi so običajno z drugega konca zajete. Tako da so tudi nove, praktično, čeprav govorijo v istem času. Katera domačija pa si je zaslužila mesto na naslovnici in zakaj prav ta? Ja, zakaj prav ta? Ta me je zmeraj ganila, ko sem šel mimo. Tam sem se zmeraj ustavil, to je prazna je bila zmeraj, več ali manj, razen prav v začetku se spomnim mamice, ki je tu živela sama čez poletje, na zimo je šla pa k svojim dol, na Goriško nekam. Jaz sem pa velikokrat hodil tako v zimskem času po teh hribih. Tu sem se zmeraj ustavil, ja, malical na njihovi klopci, tako. Se piše to v tekstu, kako se je odvijalo. Vendar zadnjič, ko smo šla s prijateljem Ivanom Laharnarjem mimo,
po klancu so se dvigala proti hiši, sva našla samo še pogorišče. Je hiša pogorela tistega leta 2013, ne, je pogorela in baje, tako so mi rekli, ni bilo žive duše blizu, da bi to uvidela na svoje oči. Kak je čisto vse leseno pogorelo. Tudi omet, vse, omet je padel stran, ne. Streha, vse je šlo. Jaz sem bil čez brez besede in brez glasu. Kaj se je od takrat dogodilo, a so kaj obnovili, to pa ne vem. Ja. Imamo pa srečo, da te podobe in zgodbe ostajajo Ja. v vaših knjigah. Ja, te hiše v prvi knjigi ni bilo, ne. Sam ne vem, zakaj. Ampak ni je bilo. In potem me je Zlokovca ena gospa spraševala po telefonu, kako da pa njene hiše ni noter, ko so vse okoliške že. In so se potem, sem se skoraj opravičeval, no, tako, zdaj se mi ni treba več, ne. No, meni še posebej ljuba pa je domačija pri Luku v Velikih Čepovanskih Vršah. In prva knjiga Klanec do doma 1 prinaša njeno podobo, upodobitev iz leta 1980, v tej drugi pa je podoba iz leta 2003. Jaz sem si seveda obe natančno pogledala, tudi prebrala. In na tisti prvi upodobitvi sem opazila pri vhodnih vratih klopco oziroma stol, pod drevesi klopco, pa pred hišo na pol pripravljena drva. Medtem ko na tej drugi upodobitvi vsega tega ni več. Zakaj? Se je spremenila vaša perspektiva ali je vendar dejstvo vedno večja zapuščenost in odsotnost ljudi? Najbrž je bilo tudi to. Hiša je bila dolgo prazna, ne, in zapuščena. Nekaj pa tudi v tehniki v sami. Tehnika risanja s čopičem je nekaj drugega, ne, kot s svinčnikom. Svinčnikom lažje take detajle oblikuješ kot s čopičem. Mogoče je tudi to nekaj. Ja. No, ravno ko ste omenili, izbrali ste drugačno tehniko pri prvi kot pri drugi knjigi, se pravi v prvi je tuš in čopič, v tej drugi svinčnik. Pa nam še povejte še kaj o specifikah enega in drugega. Ja, pri čopiču gre bolj za potezo, ne, da se poteza vidi. Se je tudi tvoj oče to strašno cenil, da se spomnim. Pri svinčniku pa poteze praktično ni, a ne. Gre pa še za malo plastike, ki je v prvi knjigi ni bilo. Neč, tam je vse ploskovito, svetlobno, močno, ne, kontrastno tudi. Je pa veliko tega igračkanja s čopiči, različnimi čopiči, ne, kar se da lepo narediti. Pravi mojstri take risbe so Kitajci pa Japonci, a ne, tam tistim mi nismo nikoli bili dorasli. No, ampak en tak poskus je bil tak preprost bolj, ne. Ta svinčnikom pa ponuja plastiko, ne, marsikaj lahko dosežeš s tem senčenjem, svetlobo poudarjaš, letne čase lahko nakažeš, marsikaj se da, ne. Pa je v tem tudi kaj simbolike? Mislim na to, da se je črna barva iz te prve knjige s časoma kaj posvetlila, se pravi, je usoda teh kmečkih hiš s časoma postala manj črna in trda, ali je njihov konec vseeno nepreklican? Ne, v tem ne vidim nič posebnega. Usoda je skozi ena, ne, in se nič ne spreminja. To je svet, ki je bil, ki sem mu bil priča, ampak je šel in ga ni več. Pa ste s to usodo kaj se s časoma sprijaznili ali ni mogoče govoriti o sprijaznjenosti pri vas?
Ja, seveda, se da sprijazniti, ja, ampak ta pokrajina je vendar različna, ne, v knjigi. To ne moreš primerjati enega Gorenjega Lokovca, recimo, pa enega Podlanišča na Cerkljanskem, ne moreš to. Ali pa ene stare Oselce, take bahaške, bi rekel. Kak naj to z eno revščino dol na Stopniku, na primer, primerjaš? To se ne da. To so različni svetovi. Vsa tista revščina nekdanja je brž po vojni bila obsojena, ampak takoj po vojni. In vse to je šlo, vse to je propadlo. Tiste velike domačije z velik sveta, pa z lepim svetom, ki se ga da obdelovati, to je pa še živo mogoče, ampak tudi to ne vse. Ja. Ko že omenjate te kraje, nam še malo natančneje, mogoče geografsko orišite ta svoj priljubljeni, bi rekla, raziskovalno-ustvarjalni teritorij. Povejte nam, do kje vse segajo te vaše poti in raziskovanja. Ja, v tej knjigi sem malo razširil, ne, ta svoj svet. Omenil bi Lome, tam pri Črnem vrhu. Tiste kmetije, ki so tako mogočne, velike, hkrati pa malo ponotransko oblikovane, ne, arhitektonsko, ponotransko. To je nekaj novega. Te pokrajine v prvi knjigi ni bilo, ne, in je zdaj obdelano vsaj nekoliko. Bolj poznam Javornik že odprej, pa tiste dele. Tudi na Kovku, Otlice sem že zgodaj pred 80 letom skiciral. Od tam poznam nekaj prav starih motivov, ki jih že davno ni več. Tako zelo ljub mi je vojskarski svet, se je tudi močno obdelan v knjigi. Pa tudi blizu mi je pravzaprav, ne, vojskarski. Potem je Trebuša, ogromna pokrajina, bi rekel, raznešena po grapah. Velikanski je njen svet, ne, prepreden z grapami in veliko domačij. Trebuša je neizčrpna zame, res še zmeraj. Ja. Potem je naslednji svet, tam gor Čepovanske vrše, so tukaj prvič obdelane tako v celoti v tej knjigi. Tudi malo spominom na drugo svetovno vojno, a ne. Tudi vrše Čepovanske so bile požgane. Nekaj prav zanimivih podatkov noter. No, potem Čepovansko, Grudnica, Lokovca oba, Gorenji in Srednji. Ta svet je nepopisno lep in samosvoj tudi. Nekaj prav lepih štorij tudi not zapisanih. Tu gor bi rad pa še šel, no. Bomo videli, saj zapeljali se bomo še kdaj, upajmo. Ja, potem je svet onkraj Stopnika, seveda Šentviška planota, cela. Že davno nazaj je čas, ko sem prvič šel čez in naredil prve posnetke, prav v vasi v Šentviški gori. Joj, nepozabno je. Zmeraj me je ganilo, kako so se gor spomnili našega Galusa, a ne? Pa obeležili to v vasi, mi tu v Idriji pa nič, ne. Za nas pa je to izročilo tako gluho in slepo. Šentviška gora je svet zase, starodavn, saj je bila naša prafara gor, ne, tako. In je še zmeraj lepa, od tam se tudi svetovi odkrivajo, tudi razgledi na vse strani. No, potem pridemo pa že na Cerkljansko stran, čez Bukovski vrh. Strmine tam so obupne, vmes so police, kot en biserček, arhitektonski in
ali pa duhovni tudi, zelo lep, s cerkvico tam sredi polja, izjemen kraj. Potem so pa vasi dol, nižje, reka, Bukova, pa ti zaselki okrog Bukova, Zakojca na drugi strani, ki smo jo tudi z šolarji cerkljanskimi obdelali. No, potem je ožja Cerkljanska, ne, ki se je včasih dotaknem, malo bolj včasih pa niti ne, čez Novake. Od povsod je tudi pokrajina izjemna, od povsod, da se le malo dvigneš iz grab ven, s Poreznom, s pogledi proti Krnu. Ja, se nikaj, da bi našteval. Ja. No, pa tam svet onkraj Cerknice je pa drugačen, ne? Da pa malo na Gorenjsko škili, lepše kmetije, večje domačije, prikladnejši svet za obdelavo. In takih, kako bi rekel, zapuščenih, podrtih domov ni toliko, ne. Svetovi so pa še zmeraj slikarsko neprecenljivo lepi. Ja, potem se pa spustimo naprej, ja, gor proti goram, dolam. To je svet mojega otroštva. Poti, ki smo jih ob nedeljah z očetom pridelali. No, pa z očetom smo šli tudi na Porezen enkrat na leto. Tako pa na Javornik smo šli 2-krat na leto, peš iz Idrije seveda. Pa v Žir smo šli enkrat na leto, čez Razpote, pa čez Govejk dol, pa nazaj čez Mrzo vrh nazaj. Taki sjajni spomini so tudi po tej plati, ne, po tej otroški še. Kasneje sem pa vse sam obdelal. Ampak je bilo pa tako, da dokler je bil oče še živ, je bilo pravilo, da se oglasim pri njem in sedem in mu lepo povem, kje sem hodil. Da smo vse lepo obdelala, da je bil na čistem, kje se potepa njegov mulc. Tako, rad se spominjam tudi teh pogovorov, no, ker ga je vse zanimalo. Ja. Tako, no, potem smo pa na Idrijskem že, ja. Skratka, iz te vaše pripovedi je razvidno, da greste tudi čez meje Idrijske in čez meje Cerkljanske občine, ampak vseeno, če pogledamo že naslove nekaj vaših monografij, se pravi Stara Idrija v Linorezu, pa Idrijske hiše, pa Klanec do doma 1 in 2, pa Dom mojih prednikov 1 in 2. Že iz teh naslovov pa se mi zdi razbrati, da vseeno ostajate zvesti nekako to vašo pripadnost domu. In prav ta idrijsko-cerkljanska rovtarija v vas je pa tisto jedro, bi lahko tako rekli. Ja. Je jedro, je. Vendar kakšne, recimo, občinske meje me nikoli niso zanimale, to pa ne. Šel sem do tja, dokoder sem lahko šel, ne, z avtobusom, pa peš, ker šofer nisem in sem bil celo življenje odvisen od avtobusov. Sem imel vse te proge preračunane, kje bom šel gor, kje pa dol. Tako, še zdaj mislim na to, čeprav mi ni več mogoče ponavljati teh poti. Ampak en tak priljubljen element je reka Idrijca. Ta vam je strašno ljuba. Zakaj prav Idrijca? Ja, zakaj? Lepa je, ne? Imenitna je. Ni kaj reči. Lepa je cela dolina je lepa. Nekaj biserčkov ob njej je pa sploh. Eno je ta kot idrijski, ne? Ki ga vidiš lepo z griča Svetega Antona ali pa iz Kobalovih planin, ne? Zelo lepo. Drugo je svet na Želinu,
ki ga tudi vidiš, ali z Lastca dol, recimo, ali pa iz Gastabil v Ravnah. Izjemen. Tretji tak kotiček je na reki, tam, ko pride dol Orehovska grapa, pa Kazarska grapa, ne, pa Sjavnca iz Šebrelskega. To je tudi prelepo. Tako. Pa še naprej dol, seveda. Me pa manj zanima, ker je že daleč. Ampak prav v Idrijci ste nekje zapisali bolj poetično, kot ste nam zdaj povedali, da je dobra kot kruh in prisluhniti ji je za dušo odrešitev. In njenim pesmim, da ni videti konca in vi se jih kar ne morete naveličati. Pravzaprav v filmu tako govorite o Idrijci. Ja. Seveda. Veste, ko sem bil še dijak, v 4. letniku, mislim, da je bilo, sem velikokrat šel s kolesom zjutraj pred poukom v Struh, gor, tam, kjer je zdaj brv za plezališče, tam nekje sem se ustavil in sem šel dol k vodi, pa tam obsedel za pol ure. Pa nazaj domov, pa v šolo. Tako se mi je lepo zdelo. Tam en tak izjemen kotiček ob reki. Za sprostitev in neko meditacijo mogoče tudi. Če se še malo natančneje pogledamo knjigo, tu so seveda risbe teh domačij, ampak na nekaterih krajih ste naleteli samo še na ruševine teh domačij. Kako ste potem rekonstruirali njihove podobe? Ja, to me je začelo takole vleči, da sem potem stikal po teh ruševinah in tloris risal. Tloris me je zanimal. Včasih je bilo še malo zidov, pa kakšno okno se je videlo, tako da sem lahko sklepal, kak je bilo. Računajte, da stavbe so si bile podobne v soseski, se ni bilo veliko razlik. Razlike so bile med predeli, recimo Lokovškem pa Vojskem, ali pa Vojsko pa Cerkljanski vrh, tu so razlike gotovo, ali pa Črnovrško gor. Tako da sem postavil nazaj tisto hišo, če se je dalo. Če je bilo toliko stankov, da sem lahko kaj ugotovil, kje je bil vhod v klet, koliko je bilo okn v pritličju in tako naprej. Velikokrat sem bil v zadregi, kako je bilo za trepom, a je bil slamnat, a je bil lesen, a je bil cel ali polovičen. Tam je bila včasih lahko tudi kakšna napaka, ampak kot osnova te rekonstrukcije je bilo poveč ali manj zadeto, po moje. Za nekatere risbe so mi tudi rekli domači ljudje, da sem še kar zadev. Take, ki so bile recimo požgane med vojno. Kako pa so nastajali zapisi ob risbah? Ja, zapise sem naredil v taki obliki, kot so zdaj, vse naenkrat. Ko sem se lotil, je šlo kot domine, eno za drugim. Ko se notu tečeš, kar gre to. Drobci teh so pa zapisani v dnevnikih, seveda. V popotnih dnevnikih, ki sem jih pisal stalno, bi rekel. Ti zapisi so pa včasih zelo skromni, Včasih so pa malo bogatejši. Bogatejši so bili takrat, ko sem na terenu zapisoval vtise in je potem nastala knjiga Zrele poti. Tisto je bilo vse na terenu nastalo. Tisto je en svet zase, tisto je malo drugače. Pravzaprav ne sodi v to knjigo. Ampak so pa ta besedila v vašem nadaleč prepoznavnem slogu, so izjemno poetična in z res prefinjenim občutkom tako za ljudi kot za prostor, ampak hkrati so pa tudi izjemno bogata s temi dragocenimi podatki.
In zanimivo, ena misel dr. Jožeta Čarja v filmu o tem vašem slogu, res prepoznavnem je, da iz vsakega vašega besedila diha mehkoba in posebna lepota in celo ezoterika vašega dojemanja sveta. In res je tako, kot prebiramo te zgodbe, zaznamo, občutimo natančno to. Ja, hvala za lepe besede, ja, hvala. Čeprav sem se zmeraj zavedal, kaj sem, da sem len popotnik skozi te svetove, da le gledam ene stvari, ki so realne, ki so resnične, ki resnično propadajo, ki so resnično same. Tega sem se zmeraj zavedal. Sam najbrž je v meni nekaj, da sem pač napisal malo drugače, malo bolj poetično. Ampak kar diha iz teh vaših in risb in besedil, je to, da to za vas niso hiše samo kot neki skupki gradbenih elementov, niti približno ne, ampak v svojih zapisih beležite dejansko tudi zgodovino teh posameznih domačij, beležite spreminjajočo se pokrajino, beležite recimo steze in poti, ki jih mogoče že tudi ni več ali pa so preraščene, tako kot ste na začetku rekli, da je makadamska cesta že zelena, zaraščena. In nenazadnje beležite tudi usode njihovih lastnikov, ki so pa tudi pogosto tragične. Tako da to je dragocenost vseh teh zapisov, da zabeležite to izginjajočo ali pa tudi že izginulo stavbno dediščino. In da je v mnogih primerih so prav vaše knjige še edini pomnik nekih časov, edini pomnik nekih tudi že izginulih hiš, tako da to je izjemno dragoceno, velika vrednost teh vaših knjig. Nažalost je res tako, ja. Žal mi je, da so le drobci te zgodovine zabeleženi in da nisem več tega nabral, da nisem več se pogovarjal, da sem se prekasno začel pogovarjati z domačini, da sem kot mladenič večkrat šel kar mimo, da sem sicer skiciral, fotografiral, si kaj pa povprašal po imenih, to je bilo treba 100-krat, 1000-krat, ker drugače ne bi nič vedel od teh imen. Drugače pa nisem bil premalo firpčen. Pa vendar zabeleženo je. Nekaj je, hvala Bogu. Spomnim se, da smo leta 2007 na tej predstavitvi ugotavljali, da so bili dotlej na Slovenskem poveličevani samo kozolec, alpska hiša in pastirska koča na Veliki planini. Se je od takrat do danes, v teh 14 letih, v tem smislu kaj spremenilo vendarle, da se je pozornost vendar preusmerila še kam drugam s kozolca, alpske hiše in pastirske koče? Saj ne vem, sem premalo razgledan, da bi lahko odgovoril na to vprašanje. Kolikor vem, sam se ni nič spremenilo, ampak lahko delam komu krivico. Pa vendar je zanimivo, v tej knjigi Klanec do doma 2 so zbrani tudi odzivi na prvo knjigo. Arhitekt Janez Bizjak, sicer tudi član Idrijske kapljaške druščine, je zapisal za knjigo Klanec do doma 1, da je izziv za etnologe, arhitekte, krajinarje in sociologe. Se vam zdi, da je ta izziv prišel do teh omenjenih strokovnjakov takrat? Vem, ne, tega. Slišal nisem nič. No in če je bila tista knjiga izziv, je ta izziv na kvadrat, lahko rečemo. Ja, gotovo, da res. In pa še en, žal že pokojni botanik, dr. Tone Vraber, je pa izpostavil tudi botanično vrednost vaše knjige. Tudi v te detajle uvrščate v svoje zgodbe. Ja, nekaj tega. Čeprav z rastlinami, točneje z rožami se ukvarjam krajši čas, kot pa s hišami in pokrajino. Sem pa vtaknil tudi te stvari zraven, seveda, ker spadajo tja.
del pokrajine, del našega bogatstva, del splošne krajinske lepote. Ne moreš mimo tega. Ne? In pa ljudje tudi ne poznajo stvari. Na vas je za marsikaj ne vedo. No? Koliko je sam na Vojskem lepega, ne? Koliko rastlinskih vrst, kakšni travniki so gor. Ne vem, jaz bi rad, da bi to vojskarji bolj začutili v sebi in bolj cenili. Pa še povsod drugot. Ne? Ja, ampak bistvo knjige seveda niso rože in ne rastline, to pa ne. No, o izjemni vrednosti te knjige Klanec do doma 2 pričajo nenazadnje tudi osupljivi tehnični podatki. Knjiga je šla v nakladi 500 izvodov, v kateri so kar 3 tone papirja. Knjiga ima 470 strani in tehta skoraj 2 kilograma. Malo za šalo, malo za res. Je knjiga tudi v tem smislu zelo tehtna. No in pa originali vaših risb so v knjigi odlično zaživeli in živijo. In prvo knjigo ste izdali v samozaložbi, pri tej drugi ste se povezali z založbo Bogataj. In gotovo je ob založniku pomembno ali pa kar ključno vlogo odigrala oblikovalka Branka Štremfelj, kaj ne? Ja, sigurno. Se smo lepo delali, lepo je speljano. Se zahvalim vsem, ne, pri založbi Bogataj, da je tako gladko šlo. Nimam kaj reči tem objavljenim risbom, ne, po tehnični plati. Prav res. V redu je. Ja. In že odzivi, kot smo rekli, že odzivi na prvo knjigo Klanec do doma 1 so bili odlični, pozitivni. Mogoče samo bi citirala še zapis tudi žal že pokojnega primarja dr. Jožeta Felca, ki je v tem svojem pretanjenem slogu takole zapisal. Knjiga, se pravi Klanec do doma 1, bi morala biti last vsakega doma. Z njo je nas, ki živimo tod in svojo ustvarjalnost izročamo arhivu vsebin in oblik, zavezal k zvestobi do zgodovine. S to knjigo nas je več, čeprav nas je z vsakim dnem manj. Čas nam polzi iz rok, toda nikoli nas ne bo zapustil, ker imamo izpričevalce. Eden najpomembnejših je Rafael Trpin. Tako lepo in je povzel bistvo dr. Jože Felc. Ja. In gotovo so in bodo tudi odzivi na to drugo knjigo odlični. Kaj pravijo vaši znanci, prijatelji? Ja, upam, da. Doslej so bili. Kar je prišlo do mene, je bilo vse v redu in pohvalno še in še. Kaj bo pa še prišlo, ne? Zdaj, ko bo knjiga predstavljena in bo vednost o njej bolj na široko segla. Upam na dobre odzive, seveda. No pa končajmo z vašim zadnjim stavkom v knjigi Klanec do doma 2. Poklanjate ga prav ljudem, s katerimi so se križale vaše poti. Tako ste zapisali. Ob svojih domovih, ki so bili vsi po vrsti starikavi relikti iz preteklih časov, so mi, ti ljudje namreč, v življenje prinašali vedrost in spoštljivost do vsega živega in neživega. In prav tega, se pravi vedrosti, predvsem pa spoštljivosti do vsega živega in neživega, se mi zdi, da nam v teh časih kronično primanjkuje. Se strinjate? Ja, če se strinjam, ja, tako. Ampak prepričana sem, da ste tudi vi tem ljudem, ne samo oni vam, torej da ste jim že s pozdravom, prijazno besedo, pogledom, nasmehom posvetlili in pogreli ta njihov vsakdanjik. Ja, to ne le upam, verjamem, da je bilo tako, no, vse so me bili veseli, velikokrat, ja. Zmeraj, no, vse ni bilo nobenih nerodnosti, res. Ja, zmeraj se jih bom spominjal, ja.
No, tako kot tudi s svojimi knjigami in svojimi likovnimi deli svetlite in grejete vsakdanjik nam vsem. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Trpin, za ta nadvse prijeten pogovor in hvala še enkrat za to novo, neprecenljivo obogatitev domoznanske knjižne zbirke. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa najlepša hvala za pozornost. Čas je vedno primeren, da vzamete v roke slikoviti Klanec do doma 2 Rafaela Trpina. In ker je pomlad pred vrati in ker se epidemiološke razmere izboljšujejo, se kmalu srečamo tudi na živi predstavitvi v Mestni knjižnici. Srečno!